Ravno te pravljici Oko sveta je tudi ta ilustracija Damjana Stepančiča s tem ošesom nad solinami, ki krasi tudi naslovnico Poročila o Jasperju Krulu, tvoje zadnje pesniške zbirke ali bolje rečeno morda pesnitve, 33 pesmi in še 200 potem dodani. Ta zbirka, jaz sem doživel precej drugače kot ostale tvoje 3 pesniške zbirke. Namreč ostale 3 pesniške zbirke bi rekel bolj gradijo na nekih intimnih občutih, na raznih izsegih iz potovanj, so trenutki povzdignjeni v pesem. Medtem ko bi rekel, da tako sem doživel jaz, pri poročilu o Jasperju Krulu gre za eno globoko soočenje samim seboj. Jasper Krul pravzaprav je potujoči menih, pater Edelrid, ki piše te pesmi in se sooča samim sabo. Povsem je izpostavljen sam do sebi, nečesar ni, kar bi mu branilo to soočenje. Ne? Vse pregrade padejo in zdaj se začenja en duhovni boj. Bi mogoče še ti poslikal malo posebnosti pesniške zbirke oziroma pesnitve, kaj si ti doživljal, ko si ustvarjal? Tale zbirka je nastajala približno takrat, ko Oko sveta, zdaj ta zadnja pravljica, ene pravljice prej so veliko starejše. In zelo istočasno še z enimi zadnjimi deli ene zbirke, ki je lani šla. Tako te 2 zbirki sta pravzaprav zelo istočasno nastajali. Nisem pa sploh računal, jaz sem Jasperja Krula, to je ne vem pravzaprav niti kdo to je. Ko smo potovali na Dansko, ko sta bila Vit in Klara še mejhna, smo tam v Hamlinu, to je eno mesto na severu Nemčije, videli eno mejhno tablico, na kjer je pisal, da je tam živo Jasper Krul. In letnice so bile take, da bi se lahko s Trubarjem srečal. Potem sem ves čas imel v glavi, da bom tega Jasperja Krula vtaknil kakšno zgodbo za mladino, da bo potoval, da bo nek slikar, ki bo potoval v te naše kraje iz Nemčije in da bo pač njemu se dogajalo to in ono. Je pa se drugače obrnil, je pač stopil sem zdaj v te pesmi za odrasle. Je bil pa en tak zelo naporen, pravzaprav tak tesnoben čas, 2 leti nazaj, tak čas kot zdaj približno. Je Jošč Snoj, to je sin od Jožeta, slikar, ki je bil duhovnik, je takrat duhovništvo opustil in se je potem spet posvetil slikanju. Je bil za njega en tak čas, pravzaprav, ko je moral preživeti, drugih dohodkov ni. In potem smo se spet malo, bi rekel, več začeli srečevati in tiste slike njegove, ki sem jih gledal v tistem času, so bile polne barv, tako da bi gledal kakšne, kaj pa svem, impresioniste, ker so še ekspresionizem zraven dela. Tako so taki velikanski tisti nanosi barve, to kar visi, da je tista barva, tako z eno tako energijo, kot da bi mogel nekaj ščistiti, nekaj sebe dati. To je bilo eno in potem sta še v 14 dneh naredila samomor en moj bratranc, ki sem ga zelo rad imel, pa en kolega, tudi pesnik iz Univerze v Celovcu. Tako da takrat se spomnim, je pa kar samo to potem prišlo in je to kar bruhalo pravzaprav ven, v kakšnih mesecih ali 2 mesecih. Ob sredah sem imel čas, da sem pisal, ko sem šel ven hoditi, ko sem nazaj prišel, sem enostavno te stvari ven pometel, potem sem samo šel računalnik prepisal, nekaj malega takrat popravil, vrstni red naredil, 2 pesmi dodal, ki ima ta naslov, Ječe, vse ostale imajo kar samo številke, pa se pa s tem nisem več ukvarjal, pravzaprav, dal sem iz rok in potem sem mogel napisati še en ciklus, sem mislil, da bo drugače potem razporejeno, nisem sploh mislil pravzaprav, kako s temi pesmimi bo, ki je pa prišel v to zbirko, ki je prej šla, ampak je po nastanku kasnejši, ker sem mogel malo ravnotežiti vso to tesnobo, ki se je tukaj pojavila z enimi takimi bolj vedrimi toni in tistem ciklusu sem potem presekal naslov prezimovališča, skratka, da prideš nekam, kamor se lahko zatečeš, kjer je ena toplota, pa ena svetloba, da tam počakaš, dokler pomlad ne pride.
Ne, skratka to in potem še za otroke, ne, take čist kratke pravljice, tiste bojo pa šle letos kasnejše. Sem mogel potem malo ravnotežiti. No. Tako se zgodi. Jaz sem to poezijo zares doživel kot globoko duhovno, kot mistično poezijo in mogoče najbolj, če kar preberem eno pesem. To je 9. pesem. Izpisati nakopičeno gmoto, ki amorfna leži v meni, pritiska na stene, od znotraj narašča pritisk. A ne znam imenovati, ne znam jo obesediti, ne vem, kaj je. Samo to vem, da je to pater Edelrid v meni, Jasperju krul. Prepotoval sem, prehodil sem 1000 kilometrov, potoval sem kot Jasper krul, dokler se nisem ustavil v atlantski krčmi. Tam me je križani prijel za roko in rekel, hodi za menoj. Od tam sem pater Edelrid, jaz v samem sebi, visok, plečat, začali in gosto sivo brado, odločne hoje. Znotraj amorfen, nedoločen, kdo me bo izklesal v meni samem? Daj mi dletov vsemogočni, da izluščim sporočilo iz gmote, ki mi pritiska na žile, na opne znotraj telesa. Odzivam se, bos, sezusem se, pred grmom stojim, pred brinovim grmom, jagode so trpke in iglice po tleh, psi tekajo za mano, tukaj sem. Če si me izbral, izkleši me iz mene samega. Se mi zdi prav ta zadnji vers, če si me izbral, izkleši me iz mene samega. Popolna prepustitev drugemu, pravzaprav njegova lastna volja klone in se preda neki drugi neskončni volji. Ta meniška pravzaprav ponižnost. Ja, tukaj je bilo ena taka odločitev na začetku, da vzamem Jasperja Krula in tega patra Edelrida in da on pravzaprav govori te pesmi. To je ena tak, mogoče mal trik, kjer se pravzaprav mal ali pa veliko samocenzure lahko znebi. Zato so pa stvari napisane tako, kot so. Vse me je malo tudi presenetilo, ko je v bistvu taka zelo religiozna lirika to, no? Ampak je šlo pri založbi, ki nima čist nič kakšnega posebnega, bi rekel, programa ali pa načrta za to vrstno literaturo, ampak je takoj so vzeli. Je šlo je pri založbi Boga iz Novega mesta. Pa veš kaj še, tu že v tej pesmi pa se pokazalo skozi celo to pesnito, ne? Ta tvoja svoboda podob, veš, to je pa izredno nagovarja. To, kar pravzaprav ustvarjaš v pravljicah, ko te podobe prikličeš iz kdo je kje, ne? Iz ene čiste, iz ene morja, iz enega oceana, ene svobode, enega prostega doživljanja. Ne? Potoval sem kot Jasper Krul, dokler se nisem ustavil v atlantski krčmi. Tam me je križani prijel za roko in rekel, hodi za menoj. Kristus v atlantski krčmi. Kakšna svoboda podobe to, ne? To neverjetno. Kako taka podoba pride pesniku na pero, pravzaprav? Kako se on sam spomni tega, mu je vdahneno? Ja, v atlantski krčmi lahko si, mislim, na Portugalskem smo tisto leto. Zdaj, kako pa te stvari se sestavljajo, to pa v bistvu ne vem. Ja. Ko sem premišljeval, zdaj lahko literaturo pišeš tako, da je zelo dober obrtni izdelek. Tam pač poznaš principe literature, kako se naslov zbira, kje se naredi nek zamolk, kje poveš, kje obrneš zgodbo, tako da stvari potem kasneje poveš, da presenetiš bralca, to se da naučiti, pa to napišeš. Lahko pišeš tako, da pravzaprav eno tako malo ekshibicijo delaš, da žaljaš nase. Tukaj bi rekel, da se da z glavo slediti temu toku, kako nastaja kaj. Pri take vrste pisanju
Pa ne vem pravzaprav, res ne vem, kako to nastane. Tak občutek imam, tako mi je včasih malo groza, ko potem odložiš, imaš občutek, da je nekaj čez tebe šlo, da si ti pač bil tam na razpolago, ušesa, roko si dal in zato mi je tudi včasih tako pravzaprav čuden, vse pa se navadaš, ampak reči, kaj si napisal, kako si fajn napisal, kako ti je to rata, lepo ima nimam jaz. Res ne vem, ne. Tam sem bil, to sem naredil in pa sem iz rok dal, zdaj pa piše Peter Svetin, ampak to pač, ja, je zdaj od mene proč, ne. To nima mislim, kaj dva skrten, več povem. Kaj se mi zdi še zelo močno obesnjeno pri Jasperju Krulu? To, da to ni menih, ki bi bil tak neživljenjsko popoln bled, ne, ki bi se popolnoma predal v Božjo voljo, tega, kar ostali smrtniki ne zmorejo, ne, in bi bil čisto varen pred vso tesnobo, pred vso temnino življenja. Ne. On v tej poti vase doživlja vse, doživlja najglobja brezna človeške eksistence in najvišja privzdignjenja. Ne. Recimo, na tako brezno se odpre v pesmi 12, pa bi jo še to prebral. Nad mano rohni slab, soteski sem, nad mano rohni slab, voda narašča, plima v meni me zaliva, rjovem kot poblaznelo, kot da bi moral iztisniti iz sebe zadnje kosme sebe prejšnjega, sebe zdajšnjega. In ti, Bog vse prisotni, me slišiš v hromenju slapa. Tvoje uho je tenko, sluh je neskončno fin. Jaz kričim. Zeleni bagri kopljajo po duši, levi, tigri trgajo moje meso, krokari kljuvajo moje oči, zagrizel se bom mah na skali, skala je fotel v dnevni sobi smeha. Nisem blazen, nisem, samo rjoven, ker me ne sliši nihče od umrljivih, ker me ne sliši tisti, ki mi je nadel ime Edelbrit. Rjoven, izkričal se bom tebi, Bog nad mano, ki me poznaš, ki veš vse o meni, Jasperju Krulu. Ti veš, da sem preganjal podgane, da sem jih utapljal v gnojnici. Grmelo je takrat in narasle vode so odnašale crkovino, repe poginulih živali s tokom proti Črnemu morju, naplavljalo jih je na obrežja, ker so trohneli, iz njih je rasla črna koruza. Zakaj ni bilo piščali? Zakaj nisem vzel s seboj? Zakaj nisem? In blesk in grom parata nebo nad menoj in slab rjove. Nimam več moči, da bi rjovel sam, nimam več potrebe, izkričal sem se, iztisnil sem barvo vseh glasov, izhodil sem se, tako kot se izhodim, kadar nimam obstanka. Se mi zdi to ta nuja človeka, da se izkriči, da da to bolečino iz sebe. Mislim, da mogoče tudi tvoja izkušnja pri pisanju te pesniške zbirke, kot si omenil, je bila podobna. Ja, to je bilo zelo podobno, pravzaprav, ko res te nekaj tišči, prav moraš iz sebe dati. In včasih je to, sem doma na roko pisal. Se je prav videl, kako v rokopisu, ne, kako pravzaprav je ta pisava raztegnjena čez cel list, kot da bi slikal skoraj zato, ker je zelo težko ujeti, vsaj meni, z roko misel, ne, se pravi, misel veliko hitrejša od roke. In potem kar kracaš pravzaprav po listu zato, da bi misel čim bolj lahko ujel, čim bolj izpisal, da ne bi misel prehitela tistega, kar zapisuješ. Tako da to je bilo tudi malo slikarskega skoraj dela, ne, ko res čečkaš tam po tistem listu. In ko ta nevihta mine, se pa malo pride na jasnine. Pa pride malo jasnine. Ja. Bi te prosil, da tole 13. pesem. Postal sem uho. K meni prihajajo in sipljajo besede skozi li, v moj mozek, v moje srce, v moje žile, v moje živce, vame, vsega. Poslušam o osamljenosti, ki se skriva za govorjenjem o sebi. Poslušam o osamljenosti in hrepenenju po sinu edincu. Poslušam o krivdi drugih, ki niso on, ki so krivi, ker niso on. Poslušam stisko, ki je ne zgovarjajo na glas, ki jo kažejo v odločni hoji, v objestnem zamahovanju z roko, v robatem držanju žlice in nezmernih grižljajih.
Poslušam strah, ki se je skril v vprašanju v skrbi, v rdeče in oranžne skrbi. Hodim in lebdim po poljih, nad travniki, ob reki, jutranji ptiči zlagajo slišane besede, jih razvrščajo, von po vlažnih razcvetelih travnikih jih odplakuje počasi proti reki. Tudi ta doseže Črno morje, po suhem teče, skozi moje uho. Hvala. Mogoče, kaj pomeni to, postal sem uho? Pomeni to, da sem zdaj sposoben prisluhniti so ljudem, da sem sposoben prisluhniti sebi, Božjemu glasu? Ja, vse to verjetno. Vse to, ja. Da poslušaš druge, mislim, ko poslušaš druge, reflektiraš tudi sebe v drugih. In če se potem čisto tišaš, slišaš marsikaj Boga okrog sebe, pač tišino, to se je pa velikrat nagovarja. Boga, ki v tvoji poeziji, ko sem jo jaz nekako doživel, je v bistvu vse prisoten, vse objema. Ja, Ni le ena stvar med stvarmi, ki bi bila deležna čaščenja, ampak je povsod navzoč. Ja, tako je, ja. Tako je. Se tudi v literaturi za otroke se vaš čas na ta drugačen način pojavlja zdaj, če kdo vid, če ne vid, pa pač mislim, jaz vem, pa sem te stvari tako napisal, ja, vaš čas se to tako pojavlja. Peter, bi te prosil še za 17. pesem? Se to v momentu, ko težko, da jaz prvič berem, pravzaprav zdaj skoraj tole po tistem, ko sem napisal. Ampak zdaj že lažje, zdaj že vreme. Ne bova prišla daleč, če boš iskal smiselne povezave med napisi. Ne boš mogel vstopiti skozi vejevje, ki zastira vhod na ježa nad travnikom. Skozen boš lahko stopil samo s cvetočo vejo češnje ali z breskovo peško v roki. Tako se boš lahko približal prašnemu potoku, ki teče skozi iz večnosti, ki ga ne morem ne zajeziti, ne mu povečati vodostaja. Izučeni tesari znajo regulirati korito, znajo voditi vodo, usmeriti tok, znajo speljati življenje po namakalnih koritih, do starodavnih oljk in breskev. Jaz se nisem izučil za tesarja. Skozi me potok teče ali se levali kamenje po izsušeni strugi. Ne bova prišla daleč, če boš obračal prudnike. Lahko le sedeš na breg in poslušaš potok, ki teče in ki ne teče po strugi.